Une Europe de l'ambition, d'une démocratie vivante. Res je lepo, da se lahko pogovarjava v maternem jeziku v Evropskem There are parlamentu. still some who blame this war not on Putin's lust for power, but on Ukraine's thirst for Боремось freedom. не просто за себе, Państwo wiecie, a za te, Polska щоб Європа realizuje swoje zobowiązania wobec NATO w dwójnasób, jeśli chodzi o Evropska Četrt. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodiva Aljaž Pengov-Bitenc In Nataša Briškin, podcast domuje na spletni postaji metina.lista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo. Nataša, a je prav se spodobi, če te pozdravim v novi sezoni Evropske četrti? Ja, veš, da zdravi me, Aljaž. Nataša, dobrodošla v novo sezono Evropske četrti. A bova tukaj tudi štela po tvoje? Hočeš reči, da 13 epizode ne bo? Recimo, ne? Ali kako? Ja. Ampak do 13 Ne. nama še manjka, ne? Ja, nekaj še mava dela in ker začenjamo septembra, september je čas za gobarjenje. Aljaž, ti nisi Jaz gobar? kot navdušen gobar ti ne bom delil s tabo popolnoma nobene moje skrivne lokacije, na kateri nabiram gore, jurčkov, lisičk, marel, golobic in tako dalje. Ne? Ampak a si? Ne. Dejansko si? Ne, zelo res rad ne. grem na gobe, kadar me kdo zvleče s sabo, ampak da bi pa iz tega delal tak pravi klen slovenski šport, to pa ne. Ok, no jaz pa sem to, celo poseben nožek imam za nabiranje gob, ja, pro level, ampak dobro, zdaj malo poenostavljam ta uvod v to, kar v tej epizodi bo. Namreč med drugim sem zastrigla, oba sva poslušala stanje o Evropski uniji, predsednice Evropske komisije. Ena od stvari, ki je bila zelo glasna, se mi zdi, je bila, da je rekla, študirajte kle, če ne v Evropski uniji, pa se vrnite, ko drugje končate k nam. Tako, en tak jasen poziv, da znanost želijo postaviti še, vsaj tako je bilo slišati, ne? Še na bolj eminentno mesto, pa še več vložka in tako dalje. A si ti opazil ta del? Ja, v resnici se mi zdi, da je to potem bil tudi pomemben del pogovora po govoru, ne, ki si ga v hiši Evropske unije vodila ti. Hkrati pa je treba tudi reči, da so bile kritike oziroma odzivi tako malo mešani. Ne. Se je zdelo, da si marsikdo, da si je želel več poudarka na teh temah. No, in malo bova zakopala v to, Evropska unija in znanost. Krasna gostja je z nama in sicer doktorica Anja Černoša, Anja, kako je prav? Černoša, ja. Černoša. Mikologinja, Anja, zato sem s temi gobami začela in seveda sem totalno preveč poenostavila. Povej, zakaj? Ja, torej, kot mikologinja se ukvarja, področje mikologije je zelo široko. Spadajo sem tudi glive, gobe, ampak v bistvu v to področje spadajo tudi naprimer kvasovke, ti poznamo naprimer, ker so uporabne pri pridelavi piva, vina, pri pripravi kruha. Sem spadajo tudi filamentozne glive, oziroma lahko bi rekli po domače plesni, ki jih najbrž vsi precej poznamo, še posebej, če sir pustimo predolgo v hladilniku. Tako da, ja, v bistvu področje, ki ga lahko mnogi preučujemo, je resnično zelo široko. A glive, samo tako za mojo informacijo, ko si rekla gobe, si se hitro popravila glive, ker glive je ful več kot gobe. Ja, glive je ful več kot gobe. Ja. Ok, ne, no, pač šla sva malo pogledat z Aljažem med drugim tudi podatke. EU je recimo, kot zanimivost, več kot milijardo evrov vložila v več kot 4800 raziskovalnih in
gospodarskih organizacij v Sloveniji in eden od projektov, ki ga podpirajo, je tudi ta, ali pa v katerem sodeluješ ti z ekipo. V Izoli namreč uporabljate glive za zagotavljanje bolj zelene gradnje. Daj malo več povej o tem projektu, no, pa se pol malo bolj globje zakopljemo. Ja, to je projekt Arhiskin, ki ga vodi dr. Ana Sandak. Gre za projekt, v katerem v bistvu želimo pripraviti zelen premaz za najrazličnejše gradbene materiale. In sicer pri tem hočemo uporabiti glivni biofilm, ki bi zaščitil te različne, torej govorimo o lesu, betonu, plastiki, kamnu in tako naprej. Borut, ko rečeš zelen v smislu ne zelene barve, ampak kaj se temu reče, ekološko vzdržen, nekaj, kar bi pomagalo k tem zelenem prehodu, da tako rečem. Ja, gre se za to, da premazi, ki jih danes uporabljamo, torej neki konvencionalni, so zelo toksični tako za okolje, kot tudi za ljudi. Posledično tudi potem po končani življenjski dobi materialov jih ne moremo niti reciklirati, niti so pač toksičen odpad. In z našim premazom pa je v bistvu tako, da je na nek način naraven, ni škodljiv ne za ljudi, ne za okolje in posledično bi se lahko po končani življenjski dobi ti materiali zopet uporabili. Ampak, razumem, zdaj sem, priznam, majčkeno zmeden, ne. To, kar nama razlagaš, kar opisuješ, se zdi bolj nekaj za na fakulteto za gradbeništvo, kot pa nekaj, s čimer bi se mikologinja ukvarjala. Ja, razumem. Gre se za to, da to je v bistvu bolj novo področje, imenuje se inženirski živi materiali in gre za preplet tako biologije, mikrobiologije, kemije, kot tudi znanosti o materialih. Ja, seveda na nek način je povezano z gradbeništvom, torej s tem, da je material zaščiten, ampak da pridemo do te zaščite, pa v bistvu rabimo znanje biologije, saj želimo uporabiti žive mikroorganizme kot del premaza. Anja, koliko časa si že aktivno v raziskovanju? Koliko časa se s tem ukvarjaš? Načeloma se z glivami ukvarjam približno 8 let. Začela sem že tekom študija, potem pa nadaljevala v doktorskem študiju in zdaj kot podoktorska raziskovalka. Zakaj tale uvod? Zanima me namreč, res izhajam iz tega govora, ki ga je imela predsednica komisije, kje smo, kaj smo naredili, pa kam gremo. Denar, ki ga EU dejansko namenja za raziskave, inovacije, znanost in ti praviš, da je 8+ let se s tem ukvarjaš, koliko prav pride? Vem, da zelo prav pride. A se je v teh 8 letih kaj spreminjalo? Grejo stvari res na boljše? Se res daje več denarja? Je težko dobiti EU projekte? Mislim, zdi se mi, da razpisov za projekte je vedno več je tudi denarja, je pa tudi vedno večja konkurenca. Mislim, da na začetku, ko so začeli s vsemi temi evropskimi razpisi, se raziskovalci niti niso toliko odločili za njih, je vseeno postopek veliko daljši, zahtevnejši, kakor za nacionalne razpise. Sedaj pa mislim, da so večinoma vsi ugotovili, da evropski projekti resnično omogočajo boljše raziskave, tudi proračun oziroma budžet, ki ga dobiš za projekte, je veliko večji, kar posledično pomeni, da lahko uporabljaš zahtevnejšo tehnologijo, metode in tako naprej, kar omogoča seveda boljše raziskave. Samo eno vprašanje, Aljaž, bi dodala k temu že, namreč v novem sklicu Evropske unije, recimo, da se vse bolj nagiba v desno, pa da je mogoče
ali pa se motim, za las več govora o tem, kako je treba biti konkurenčen, kot je bilo mogoče govora v prejšnjih letih, kar se tiče prehoda v zeleno. Zdaj, ta projekt, s katerim se vi ukvarjate in bova priložila seveda povezavo do njega, se obračate nazaj k naravi. A se v razpisih kaže, ne vem, da so še pa posebej dobrodošli vsi, ki so naravnani recimo bolj okoljsko prijaznejše? Ja, danes je veliko razpisov, ki v bistvu ravno zahtevajo, da je projekt, da gre projekt v smeri trajnosti, zelenega prehoda in tako naprej. In so veliko bolj podprti. Kako pa je z mednarodno dimenzijo sodelovanja? A je so ti razpisi v osnovi narejeni, oziroma ti projekti v osnovi narejeni tako, da potegnejo znanstvenice, znanstvenike, sodelavce iz različnih držav Unije ali pa tudi izven nje, ali je to vse ostane znotraj, ne vem, enega grozda, da tako rečem? Ne, večina evropskih projektov je v bistvu sestavljena tako, da sodelujejo različne skupine iz različnih držav. V bistvu na nek način je to tudi zahtevano, tako da v bistvu gre tudi potem veliko res za to mednarodno povezovanje. Zelo podprto je pač povezovanje znotraj Evrope, ampak tudi izven, recimo z Azijo ali Ameriko in tako naprej. Kako pa je s tem v vašem projektu in v bistvu tukaj potem pod vprašanje, a prihaja do kakšnih kulturnih, ne vem, izmenjav, učenj, se kaj pač naučite eno drugem tudi v smislu tima? Ja, kar se pa tega tiče, je pa tako, da v bistvu na InnoRenew že nasplošno je ta bolj multikulti klima. V bistvu zelo veliko raziskovalcev prihaja iz drugih držav, ne iz Slovenije, tako da v naši skupini smo res pokrijemo marsikatero državo in iz tega vidika ja, je zelo zanimivo, moram povedati, da se mi zdi, da je to dobro za skupino, ker imamo vsi različne te perspektive, tudi se mi zdi, da je večja inovativnost. Seveda pa, kar se pa tiče odnosov in tega se pa je potrebno naučiti, da pač izhajamo iz različnega okolja, posledično določene stvari različno vidimo, čutimo, ampak ja, je zelo zanimivo in se mi zdi, da je vpliva tudi na osebnostno rast. Imate kakšnega iz Italije v vaši ekipi? Ne. Ne, ne vem, zakaj mi je padlo na pamet, ampak sem si rekla, ko je toliko različnih ljudi iz različnih okolij, kakšni so pol problemi, ko se kuha kava, recimo? In ker so pač različni. Jaz vem, da Nemci pijejo drugačne, Američani imajo tiste lambarje, ki eni rečejo Italijani, da to sploh ni kava in tako dalje. Mislim, pri nas večinoma je kafetera, Ne pijete pa kave. seveda pač te kavne naprave, kapsule. To je to. No, zdaj na tem mestu moramo z Aljažem tudi povedati, jeseni štartala je že ta kampanja Evropske unije Science for EU in tudi to epizodo podcasta so podprli. Je pa tale vaš projekt, o katerem si že govorila, edini v njej. Kakšno je to sodelovanje prav? Zakaj ste edini? Kolikor sem Ste bili seznanjena, to boljši od ostalih? ne, takrat so pač izbrali, mislim, da en projekt iz ene države, mislim, da je Okej. 6 ali 7 različnih držav, ki sodelujejo v tem projektu. Zdaj, zakaj smo bili izbrani točno mi, ne vem. Ok, ste pa edini. Ja, smo pa edini iz Slovenije. Izvoli, Nataša, izvoli. Ne, kadaj, jaz sem že, lej, gobe, pa se mi pa malo... Ja, gobe bom te prepustil, ampak zdaj pa, ta vaš projekt, samo zato, da ne bom jaz zdaj kakšnega kozla ali čredo njih ustrelil. A to so to bazične, osnovne, temeljne raziskave ali je to bolj aplikativna narava stvari? Torej, gre za v bistvu bolj aplikativne raziskave, še vedno pa skušamo
ugotoviti, raziskovati tudi sam ta glivni biofilm, ker seveda pač na koncu dneva je bazična znanost, je osnova za to, da lahko gradiš potem na aplikativnih raziskavah. Ampak naš projekt... Ker izvoli, prosim, dokončaj. Ampak naš projekt je bolj aplikativno naravnan. Želimo na koncu v bistvu izdelati nek produkt, ki bi lahko bil tudi komercialno dostopen. Lahko poveš nekaj? Ne vidimo se. Vidimo se, ja. Ne, samo pač pod vprašanje dati, vezano na ves ta program Science for EU, kje je več poudarka? Ker je včasih, sploh ko se primerjamo z ZDA, oziroma ko nas primerjajo z ZDA, slišimo, da pač inovacije doma v Ameriki, da research je sicer v Evropi, pa to je nekaj akademsko, pa na pol birokratsko, pa zaprto slovno kašene stolpe. V Ameriki se pa dogaja, in potem tam stvari od tako rekoč from lab to table, da rabijo zelo malo časa. Ampak a je ta vtis pravilen ali se to že spreminja? Torej, po mojem osebnem mnenju, ni toliko težava v tem, da bi v Evropi delali samo bazične raziskave. Bolj je problem. Torej, evropska regulacija je precej drugačna od ameriške. In posledično je to, da nek izdelek oziroma produkt, ki nastane v laboratoriju, dejansko pride na trg, je veliko bolj zahtevno. In mislim, da je to predvsem tisto, kar na koncu dneva vpliva na to, da recimo v Evropi nimamo takšnega števila inovacij, kakor v Ameriki. Pa imam pa dve vprašanji vezani direkt na projekt. Če lahko malo nam bolj razložiš tem vsem nam, ki nismo iz FOH-a, kako delujejo te biofilmi iz gliv kot zaščitni premazi in zakaj recimo, kakšne so prednosti pred kemičnimi, klasičnimi rešitvami? Torej, v našem projektu, kot sem že rekla, skušamo zaščititi najrazličnejše gradbene materiale. In v tem primeru želimo torej nanesti glive na površino teh gradbenih materialov, potem pa počakamo, da glive same ustvarijo biofilm. Biofilm je struktura, ki jo v bistvu delajo predvsem bakterije, pa tudi nekatere glive. In gre za zmes zunajceličnih polisaharidov, torej sladkorjev, ki jih naredijo te celice same in jih izločajo v okolje. Potem v tem biofilmu se nahajajo tudi najrazličnejši proteini, nukleinske kisline in potem še nekatere druge molekule. In v bistvu za ta biofilm je značilno to, da zelo dobro zaščiti celice pred drugimi zunanjimi vplivi. To je tudi razlog, v bistvu, zakaj... sonce, to. Ja, recimo. To je tudi razlog, zakaj v bistvu mikroorganizmi izdelujejo biofilme, ker se želijo zaščititi pred drugimi dejavniki, pred stresom. In v tem primeru torej bi naše glive torej nanesemo na materiale, one naredijo biofilm in s tem, ko ščitijo sebe, ščitijo tudi te gradbene materiale. Hkrati pa... Hkrati pa v bistvu želimo pri našem izdelku, da bi imel tudi seveda neke druge funkcionalnosti in prednosti pred konvencionalnimi premazi. In sicer en izmed njih je samo obnavljanje, kar pomeni, da če bi prišlo do poškodbe nekih materialov in se hkrati poškoduje seveda tudi ta biofilm, bi glivne celice vseeno to potem znova obnovile, znova naselile, izdelale biofilm in ga ponovno zaščitile. Tole me še malo firpca. O biofilmih veliko govoriš, ne?
pa glive, pa živo, pa me spomni na uno serijo The Last of Us, ki je bila, če veš, a ste vi dobili navdih tudi pa pri kakšnem klasičnem filmu Ne, za to, kar delate? Ni bilo kaj, to smo tam videli, dajmo pogledati, če je res doable. ne, v bistvu naš navdih izhaja iz same narave, zaradi tega, ker smo opazili, da v bistvu te glive naseljujejo tudi v naravi najrazličnejše materiale, naprimer les, in ga na ta način zaščitijo. Torej ga ne uničijo, ampak delujejo zaščitno za les. In posledično smo potem to prenesli v našo idejo. Nataša, če bi hotela že imeti pravo popkulturno referenco, bi se morala na Star Trek obrniti, kjer je v eni od serij vesoljska ladja Discovery se premikala po galaksiji skozi mikocelično neko mrežo in tako dalje. Moraš gledati. Vem, to imam še koliko, 93.580 delov, pa še jih delajo. Za vsakega posebej ti bom razložil, kaj je v njem pomembno. Se vem. Ampak, Anja, še vedno mi ni čisto jasen, a je biofilm v tem primeru potem je to inertna struktura, je to živ material, je to kako to kontrolirate, ne? Da se res, ne? Da ne zaživi po svoje. Ja. V tem primeru gre za živ material, kako ga nadzorujemo, predvsem s tem, da izberemo organizem z želenimi lastnostmi, ki na nek način potem prepreči, da bi dejansko se razrasel tam, kjer se ne bi smel. Na koncu dneva pri taki aplikaciji je tudi pomembno, da uporabljamo glive, ki niso patogene za človeka, tako da to je bil tudi eden izmed zelo pomembnih kriterijev. In dve stvari. Projekt vaš traja do kdaj? A bojo takrat že morda rezultati? Ja, naš projekt traja zdaj še v bistvu še naslednji 2 leti. Do takrat, ja, moramo imeti vse te rezultate, to je pač cilj. Ne samo rezultate, načeloma naj bi imeli tudi že končne izdelke oziroma produkte, ki bi se lahko potem komercializirali. No, pa povej, kako bi se, če bo šlo tako po planu, kot ste si zamislili, kako se utegne spremeniti gradnja v prihodnosti, če bo ratalo, kar delate? Ja, torej, kot vsi vemo, število prebivalcev na Zemlji se veča, veča se tudi število stavb, ki jih zgradimo, veliko stavb tudi zdaj že ima konec življenjske dobe in posledično bo potrebno zgraditi nove, kar pomeni, da v bistvu se res uporabi zelo veliko gradbenega materiala. In če bi uporabili naš izdelek, naš produkt, bi s tem zmanjšali v bistvu vpliv na okolje. Torej, uporabili bi veliko manj teh toksičnih snovi, kar bi posledično vplivalo potem na bolj zeleno okolje. Glede na to, da recimo vsaj že v Sloveniji v končni fazi, ne, po tistem velikem gradbenem boomu v 70-ih letih, ne, pa v 80-ih so pa zdaj stavbe, ki zahtevajo prenovo, tudi tehnika gradnje se je vmes spremenila. Človek bi si mislil, da gradbinci ali pač firme, ki se s tem ukvarjajo, da tako rekoč si podajajo kljuko pri vas, ne, in iščejo načine, kako bi te vaše rešitve potencialno vključile, ne, v svojo dejavnost. A sem preveč optimističen? Ja, rahlo preveč. Ja. Se mi zdi, da je zavedanje ljudi še vedno premajhno, oziroma mogoče bi mogli posneti še več podcastov, da ponesemo glas o našem izdelku v svet. Definitivno upava, da bo tole malo pomagalo, da bo še kdo zvedel. Anja, daj sam povzemi v par stavkih, se pravi, imate evropski projekt, 6 držav sodeluje, 13 vas je članov in članica, ne?
ste edini slovenski projekt, ki je del Science for EU kampanje. Narediti hočete kaj? Povzete za tiste, ki so se recimo preklopili na, 25 minuti. Torej, ja, želimo ustvariti zaščito za najrazličnejše gradbene materiale z uporabo vljivnega biofilma, ki bi nadomestil te konvencionalne zaščitne premaze, ki so škodljivi tako za okolje, kot tudi za ljudi. Cool. In Doktorica Anja, izvoli. kje lahko ljudje o tem več zvejo? Ker jaz sem še vedno optimistično prepričan, ne, da gre samo za pomanjkanje kroženja informacij, ne zato, ker si ljudje tega ne bi želeli, ker ne, na končni fazi, če so stroški zaradi tega manjši, pa življenjska doba daljša, potem smo vsi na boljšem. Torej, o projektu si lahko preberete tudi na spletni strani projekta Arhiskin. Mogoče lahko potem pošljem še link. Prosim, bova dodala med zapiske. Verjete nekaj o tem tudi na spletni strani Renew. Ja, tudi. Ampak v bistvu na naši prav spletni strani posvečeni projektu je največ informacij. Sam še to, preden rečemo adijo, del si torej Renew, ki je bil do nedavnega čist samostojni inštitut, mislim, da pa od konca avgusta prav letos 2025 je pa vaša mama in ata Univerza na Primorskem, ne? Ja, res je. Trenutno spadamo pod inštitut Andreja Marušiča. Se za vas kaj spremeni? Niti ne. Se kam selite? Ne, še vedno ostajamo na istem, tako da ni. Tam formalno ste. Ja. V bistvu, kar nam bo omogočilo ta združitev, je to, da bomo lahko se prijavljali na določene nacionalne razpise, ki so bili prej pisani samo za javne inštitucije. Ja, tako da. Cool. Aljaž, imaš še kaj? Doktorica Anja Črnoša, najlepša hvala za vaš čas, veliko sreče pri nadaljevanju projekta in predvsem si želim, da bi ta stvar potem zaživela tudi v vsakdanji uporabi. Ja, najlepša hvala in hvala za vabilo. Anja, hvala. To je bila torej Evropska četrt. Hvala za vašo pozornost. Predloge in mnenja so zelo dobrodošli na info@metinalista.si. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama, in hvala za podporo vsebinam, ki jih ustvarjamo na Metini listi. Tako, hvala tudi vsem stricam in tetam iz ozadja, članicam in članom Vlade narodne enotnosti, ki izveste več o tem na spletnem naslovu metinalista.si in poiščete zavihek Investiraj. To je bila še enkrat Evropska četrt, avtor glasbene podlage je Peli iz podcasta. Opravičujemo se za vse nevšečnosti, ki ga tudi toplo priporočamo. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenite pri vašem izbranem ponudniku vsebin. Sicer pa hvala za vašo družbo in se slišimo spet kmalu.